Rezultat triletnega sodelovanja partnerjev v projektu Green Cycle je digitalna platforma, ki so jo predstavili na zaključnem dogodku, na katerem so partnerji slovesno podpisali tudi Green Cycle manifest kot zavezo, s katero bodo delovali v smeri ciljev. Te pa so izluščili iz dobrih praks na področju krožnega gospodarstva v posameznih partnerskih mestih. Na osnovi tega, kar smo naredili v strategiji, smo potem inicirali vrsto evropskih projektov. Se pravi, recimo projekt Urbana zemljina za hrano je tipičen projekt drugačnega razmišljanja, ker smo uporabili dejansko bioodpad, ki se v mestu generira skozi vzdrževanje zelenih površin in pa zemljino, ki ostaja pri gradbenih delih, in iz tega v tem projektu dejansko želimo proizvesti novo rodovitno zemljino, ki bo potem uporabljena tako pri vzdrževanju zelenih površin kot vzpostavitvi urbanih vrtov, ki so že vzpostavljeni pod Pekarsko gorco. Tako da to je recimo urbana zemljina za hrano je direktna posledica razmišljanja o strategiji, o drugačnem pristopu v mestu. Tako da ta projekt Green Cycle je dejansko bil tisti prvi znak, da smo nekje na pravi poti in skozi projekt se je tudi pokazalo, da smo ustrezno zadeve pripravili in nastavili. Maribor je tako postal primer dobre prakse. Želja pa je, da bi se ta primer razširil tudi na državnem nivoju. Mi smo eni od prvih držav v EU, ki smo šli na to pot. Začeli smo leta 2014, danes smo že kar daleč in tudi veljamo kot nek, bom rekla, pionir na tem področju. Med drugim Slovenija tudi ena med prvimi državami, ki je začela promovirati mesta poleg podjetij kot ključna za prehod v krožno gospodarstvo. Eden izmed projektov krožnega gospodarstva je tudi projekt City Water Circle kot primer dobre prakse varčevanja z vodo oziroma ponovne uporabe odpadne vode, ki jo izvaja Mariborski vodovod v sodelovanju z Nigradom. Naš projekt se navezuje na Nigradov projekt Cinderella. Mi bomo z našim pilotnim projektom zgradili 2 rezervoarja. V enem rezervoarju bo odpadna voda, prečiščena odpadna voda iz čistilne naprave Maribor, v drugem rezervoarju se bo zbirala deževnica. Mi bomo pa s tem, z analizo in preizkusom preizkušali, pravzaprav, če je ta voda primerna za projekt Cinderella, v katerem Nigrad preizkuša oziroma izdeluje materijale za izgradnjo, za gradbene materijale pravzaprav. Sicer pa je cilj uvedbe krožne ekonomije zmanjšanje rabe energije in vode, ponovna uporaba surovin, zmanjšanje transporta, spodbuditev eko-inovacij in ustvarjanje zelenih delovnih mest. Kdaj bo Slovenija v celoti prešla v krožno gospodarstvo, je sicer vprašanje časa, saj da gre za proces, način dela in razmišljanja o tem, kako deluje politika, pa tudi o tem, kako se obnašajo podjetja in potrošniki.